V preteklih 10 letih se je našega festivala udeležilo kar 1170 pevcev iz različnih kar 14 držav. Naš festival je unikaten, poseben in precej drugačen od drugih. Kot smo že prej povedali, na vseh festivalih računajo kotizacijo, se pravi samo prijavnino, potem nekateri celo računajo vstopnino obiskovalcem. Večina festivalov, vsaj teh po svetu, ki sva jih tudi z možem obiskala, dosti potujem kot žirantka na teh festivalih oziroma sem vabljena, pa prodajajo prijavnino na festival vključno s hotelskim kompletom. To pomeni, da na družino zna stati, ne vem, oziroma na osebo tudi 400-500 evrov, a ne, zdaj pa če gre to cela družina, si izračunajte, to en lep letni dopust. Tako da tukaj se mi zelo razlikujemo od drugih festivalov, ker je pri nas popolnoma vse brezplačno, pa ne le, da je brezplačno, ampak se potrudimo tudi na področju gostoljubnosti, maksimalno, hvala Bogu, nam pri tem pomagajo tudi ekipa ZPTM Brežice in Posavskega muzeja Brežice, tako da so pri nas in obdarjeni z lepimi turističnimi nagradami, na samem polfinalu, sendvič vode, to je pri nas samoumevno in tako naprej, in pa obilo dobre volje in ena odlična izkušnja za vse, da grejo lepo z nekimi lepimi spomini iz Brežic, ne glede na to, a so dosegli prvo, drugo, tretje mesto ali ne. Tako da si želimo, da ostanemo brezplačni za vse, ampak to si lahko dovolimo zgolj, ker imamo podporo občine Brežice, ki naš festival financira. In posledično tudi zato, ker smo brezplačni, smo ugotovili zdaj skozi leta, da smo lahko zrasli na kvaliteti. Se pravi, čisto v naravi je, da večina pevcev, teh najbolj talentiranih, svoj talent ne more izraziti brez neke močne finančne podpore staršev. Tako da smo veseli, da lahko res tiste najskromnejše družine oziroma talente predstavimo širši publiki in jim omogočimo enake možnosti. Se pravi, tisti, ki imajo neko močno finančno zaledje, lahko potujejo na tuje festivale in pomagajo na tak način otrokom, tisti, ki pa ne, pa ne. Pri nas smo pa izjemni, zato tudi imamo nedvomno najboljše talente in tudi sloves se nas je prijel ta, da smo eden najkvalitetnejših in najlepše organiziranih festivalov. Vsako leto med februarjem in do konca maja v bistvu objavimo razpis na naših spletnih stranjih in pa preko medijev pač in se prijavljajo pevci iz Slovenije in seveda ostalih različnih držav. In po končanem razpisu v začetku junija imamo razpisano avdicijo, ki se jo udeležijo ali v živo, ali pa tisti, ki so oddaljeni več kot 100 km od Brežic, imajo možnost spletne avdicije. Tako da avdicija je v bistvu tisti najpomembnejši del. Zadnje leta imamo več kot 170, mislim, da lani celo 186 prijav. Najtežje nam je izbrati od teh 186 pevcev 60 oziroma včasih gremo čez to številko, ampak najlažje si naredimo, če ne gremo, recimo 60 pevcev. Ker tukaj gre res za po večini za že izdelane vokale. Mogoče prva starostna skupina še je takšna, ne vem, radi pojejo, ampak nimajo še nekih odrskih izkušenj. Druga starostna skupina, to je med 10 in 13 let, recimo, gre že za dokaj zrele glasove, predvsem ženske, ki že vadijo petje z nekimi mentorji in tako naprej, že imajo neke odrske izkušnje. Od 14 do 17 let, to pa, ne vem, te meje so se premaknile, recimo razlika v današnji dan danes, recimo, ali pa 20, 30, 40 let nazaj je 13-letne punce pojejo na tak način, kot, ne vem, so včasih 40 plus. Tako da to je najtežje delo, ki ga imamo za opraviti, da zberemo res tiste, ki jih lahko sprejmemo na festival. Potem po audicijah pa sledi razpored nastopov. Imamo 2 polfinalna večera. Letošnji se bo zgodil prvi polfinalni večer 21. avgusta, drugi 22. avgusta. Na vsakem polfinalnem večeru, ki bo v Mladinskem centru Brežice, se bo predstavilo med 25 in 30 pevcev. In polovica leteh gre naprej v finale, ki bo 23. avgusta na dvorišču Posavskega muzeja oziroma gradu Brežice. Prijave zbiramo preko spletnega obrazca, se pravi, vabimo vse na našo spletno stran brežice.eu in sicer do konca maja, tako da naj pohitijo.